Danes v Pomurskem dnevniku podelili priznanja najboljšim športnikom. Sprejeli rekorden proračun. Takšna bodo nova stanovanja. Prosta delovna mesta. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Športna zveza Ljutomer je včeraj že 48. podelila priznanje najboljšemu športniku, športnici in športnemu društvu v preteklem letu. V Prlekiji premorejo nemalo dobrih in uspešnih športnikov in športnic. Najboljšim so včeraj v Domu kulture Ljutomer podelili priznanja. V moški konkurenci je slavil David Žibrat, član kickboksing kluba Pomurje. Ja, to priznanje mi res veliko pomeni v domačem kraju, postati športnik leta. Veseli me, da so me tudi skozi celo leto podpirali, me motivirali, želeli vse dobro in vidim, da je ta trud tudi poplačan s tem priznanjem. Največji uspeh je Žibrat dosegel srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu. Ja, je bila kar naporna sezona, seveda sem najbolj ponosen na svojo srebrno medaljo svetovnega prvenstva, ki je bila tudi proti koncu leta, na katero sem tudi čakal celo leto. Tako da sem res na njo najbolj ponosen, saj je bila res trdo prigarana. Spet so odločale malenkosti, ampak seveda kot to drugo mesto, kot tudi to priznanje me sedaj motivira naprej na prvo mesto. Športnica leta je postala Sara Novak, članica karate sekcije pri telesno-vzgojnem društvu Partizan Ljutomer. Med športnimi društvi pa je nagrado prejel KMN Meteor Plast. To nam pomeni eno lepo priznanje za našo delo, za 31-letno delo, ki smo ga vložili v ta klub, za ves čas, za ves trud, ki smo ga vsakodnevno izvajamo z delo z mladino, z mladimi selekcijami, pa tudi z veteransko ekipo, za katero moram reči, da je trenutno ena ta boljših v evropskem merilu, tako da res eno lepo priznanje za to. Ta pravi, da se morajo mladi najprej odločiti, koliko jim šport sploh pomeni. Ob poplavi novih tehnologij je mlade težje navdušiti za šport kot pred leti. Ja, pogledajte, tako je, ne? Otrok mora najprej v svoji glavi razčistiti, da se to želi. Potem mora imeti tudi kvaliteto, katero pač izbirajo naši trenerji. S temi selekcijami, ko pa nastopamo, pa moram reči res, da nimamo nekih problemov, kar trenirajo pridno, tudi tekem se udeležujejo redno. Čeravno je poleg šole to kar naporno, ampak smo kar ponosni na njih. Na športnike in športnice v njihovi občini je pričakovano ponosna tudi županja. Mi imamo res izjemne športnike in športnice. To se vidi pravi duh Prlečk pa Prlekov. Res imajo letos neverjetno dobre rezultate. Športna infrastruktura v občini Ljutomer je po njenem mnenju zelo dobro urejena, kljub temu pa načrtujejo še dodatne investicije. Mislim, da smo zelo dobro infrastrukturo uredili, s tem, da seveda zdaj je trenutno razpis Fundacije za šport, kjer smo sedaj pripravili prijavo za izgradnjo tudi kombiniranega rokometnega, nogometnega igrišča za Šicem, zaradi tega, ker pač to igrišče tudi potem uporabljajo osnovnošolci oziroma podružnična šola Cvetka Gularja in pa tudi gimnazija Franca Miklošiča. V bistvu imamo kar precej strukturirano infrastrukturo v samem mestu. Mislim, da ni panoge, ki mi ne bi pač ponujali. Poleg glavnih priznanj so v Ljutomeru včeraj podelili tudi priznanja zmagovalcem državnih šolskih športnih tekmovanj, pa perspektivnim športnicam in športnikom, dobitnikom medalj na evropskih in svetovnih prvenstvih, podeljena pa so bila tudi posebna priznanja Športne zveze Ljutomer. Mestni svetniki so na včerajšnji 27. redni seji sprejeli proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2018, ki je najvišji doslej. Glede na predlog v prvi obravnavi je mestna uprava Mestne občine Murska Sobota pripravila dopolnjen predlog proračuna, ki je zajel tudi nekatere predloge, ki so jih mestne svetnice in svetniki podali v postopku obravnave. Predlog proračuna je v primerjavi s proračunom, ki je bil sprejet v prvi obravnavi, višji za 213.147 evrov in znaša sedaj točno 28.133.663 evrov. Tako smo v predlog proračuna vključili sledeče spremembe. Sredstva za izdelavo kipov zaslužnim Pomurcem za priključitev Pomurja k Sloveniji.
Del teh sredstev je planiran tudi v načrtu razvojnih programov za leto 2019. Povečali odhodke namenjenim obnovi vaškega doma v Ščici. Vključili sredstva za projekt MS for Future, ki ga bo mestna občina izvajala skupaj s Pomurskim tehnološkim parkom in našimi javnimi zavodi. Gre za strateško pobudo mestne občine Murska Sobota za spremembe v upravljanju, delovanju, razvoju in percepciji mesta. Projekt je namenjen iskanju rešitev pametnih urbanih inovacij na področju mobilnosti, bivanja in življenja, pametnega upravljanja, zelenega okolja, pametnega gospodarstva in ostalih področjih pomembnih za prebivalstvo. Povečali smo sredstva za sofinanciranje javnih del na osnovi odobrenih vlog strani Zavoda za zaposlovanje ter planirali odhodke za preselitev Kučanove delavnice ter odhodke za sofinanciranje delovanja Društva za zaščito živali. Hkrati smo planirali dodatne prihodke iz naslova presežka javnega podjetja Komunala, ustvarjenega na tržni dejavnosti. Del tega je tudi posledica pripojitve javnega podjetja Vodovod po sklepu tega mestnega sveta. Največja sprememba pri prihodkih je iz naslova prodaj stavbnih zemljišč, vendar bistveni del pri tem obsega letos plačana kupnina za zemljišče v Sojc strani Pomurskega avtocentra. Ker je ta vplačana v letu 2018, 4. januarja, je toliko manjši prenos sredstev iz preteklih let. Kot posledica uspešnega izvedenega refinanciranja 4 dolgoročnih kreditov, kjer so banke bistveno sprostile obrestne mere, je planirano skupno za 40.000 evrov manj stroškov za letno odplačilo glavnice in obresti najetih dolgoročnih kreditov. So pa na včerajšnji seji mestni svetniki odločali tudi o številnih kadrovskih zadevah, vseh razen ene so podali pozitivno mnenje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je mestnemu svetu predlagala, da za urednika Soboških novin potrdi Mitjo Perša, ki je od 3 prispelih prijav na razpis edini poslal popolno prijavo. Mestni svet predloga Kviaza ni podprl, za Perša je glasovalo 11 svetnikov, proti pa jih je bilo 14. Na kraju, kjer je nekoč stala družbena prehrana, že lep čas raste sodobno medgeneracijsko središče. Gre za prvo svoje vrste v Sloveniji, ki naj bi tako mesto kot širšo regijo poneslo korak bliže krožnemu gospodarstvu. Medgeneracijski center naj bi združeval ljudi različnih starosti in poklicev, ki bodo tam uresničevali svoje ideje oziroma kot stanovalci preživljali svoje dneve v prijetni družbi in po potrebi o pomoči drugih. Z objektom bo upravljalo socialno podjetje Mensana, ki je bilo ustanovljeno z namenom trajnega opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva ter zaposlovanja težje zaposljivih oseb in oseb iz ranljivih skupin s vključevanjem v zasnovo krožnega gospodarstva. V zgradbi je med drugim predviden center ponovne uporabe, v katerem naj bi novo življenje našli naši odsluženi tekstili. Rabljene izdelke bodo v tamkajšnjih delavnicah prenovili, očistili in pripravili za vnovično uporabo. Nato jih bodo namenili socialno ogroženim družinam oziroma jih po ugodni ceni ponudili v svoji trgovini. V nadgradnji obstoječega objekta bo medtem izgrajenih še 16 stanovanj različnih velikosti. Dela se sicer počasi že bližajo h koncu. Tvorec ideje in direktor Ceropa Franc Cipot je še pred časom ocenjeval, da bi se prvi stanovalci in zaposleni v prostore medgeneracijskega centra lahko vselili že v začetku aprila. Tako kot vsak teden smo tudi tokrat za vas pripravili izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas. Z višjo izobrazbo, 3 leti izkušenj na vodilnih položajih in aktivnim znanjem se enega tujega jezika je vaš lahko direktorski stolček v Zavodu za turizem in šport Radenci. V podjetju Medikop medtem mesto v ekipi ponujajo kreativnemu in ambicioznemu bodočemu sodelavcu. Deležni boste sodelovanja pri mednarodnih projektih s tujimi kupci in spodbudnega nagrajevanja za nadpovprečne rezultate. Vas odlikujejo sposobnost projektnega vodenja in komunikacijske veščine. Zaposlite se kot naravovarstveni sodelavec in prevzemite nadzor nad ohranjanjem travniških habitatov v Krajinskem parku Goričko. Pridružite se lahko tudi ekipi Radenske, kjer so sodelavcu v zaledni pisarni pripravljeni zaupati komunikacijo s kupci, koordinacijo prevozov ter spremljanje zalog proizvodov.
Če vas mika igralniška industrija in iščete karierno priložnost z možnostjo profesionalnega razvoja, pa vam v podjetju Oryx Gaming ponujajo delovno mesto svetovalca za podporo strankam v nemškem jeziku. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Na Sobota Info poročajo o Valentinovi akciji Ljubezen za vse življenje. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno oblačno, na vzhodu in severu občasno tudi delno jasno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 0, v Radencih in Murski Soboti 4, v Lendavi pa 6 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, na vzhodu in severu občasno tudi delno jasno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru od -3 do -2, dnevne pa od 5 do 8 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva pretežno oblačno, na vzhodu bo ponekod zjutraj in dopoldne megla. Čez dan se bo oblačnost trgala. V ponedeljek bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, ki se lahko pojavi tudi ob morju. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 0 do 1, dnevne pa od 8 do 15 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite z nami in nasvidenje do prihodnjič.